Kaj pa cena za ta avto? Osnovna bo tam koliko? 83 400. Ava. Jo, najprej en lep pa ful hitro pozdrav iz Kalifornije. Sem prišel s Continentalom, ker nas čaka en res hud road trip. Tole pa snemam samo zato, da razložim eno stvar. In sicer, dobro veste, da z vlogi malo zamujam. Zdaj pa tako, preden se je končalo leto 2018, so se v Sloveniji zgodile, par avtomobilskih predstavitev je bilo. Zdaj pa, da jaz zadevo malo skrajšam, pa da ene reči pridejo prej na vrsto, sem 3 avtomobilske predstavitve strnil v en vlog. Najprej se je predstavil en avto, pol drug, kva sta že? Ta prvi avto, Kia je predstavila Ceeda Caravan, potem je Ford predstavil kar 3 avtomobile, gre za 2 prenove pa eno novo različico, na koncu pa je Audi v Slovenijo pripeljal Q8. Nač, in to je to. Uživi, avtomobilske vsebine je kar nekaj. Jo, avto, ko ga vidiš za mano, se imenuje Kia Ceed SV. SV, ker je to, če pogledaš njegov zadnji del, karavan. Pa te lučke malo spominjajo na kakšne BMW-jeve. Treba priznati. Ampak, drž tega, da bi avto izgledal slabo, zdaj pa preden se posvetim temu avtu, a veš, preden se je tiskovka, slovenska predstavitev za ta avto začela, so nam poservirali z enim ful zanimivim podatkom. A ti veš, da je bila Kia Ceed leta 2009 prvi avto v zgodovini naše države, ki je v tistem letu osvojil naziv najbolj prodajanega avta v Sloveniji, pa da to ni bil evropski avto. Zanimiv podatek, ne? Kar se pa dejanskih mer tiče, med osje, to se pravi razdalja med zadnjim pa sprednjim kolesom, ostaja enako, 2,65 metra, ampak sprednji previs je pa dosti krajši, zadnji pa za koliko 11 cm daljši, kar valjda pomeni, da je več kufra. Pol pa, ko pridemo do kufra, lej, takole izgleda kufr in če se ti zdi, da je precej velik, je to zato, ker je. A veš, ne samo, da ima Ceed SV zdaj 100 litrov večji kufr, kot prej, vseh litrov je zdaj 625. A veš, kaj to pomeni? Je naš drugega kot to, da ima največji kufr v segmentu. Pa ne samo v segmentu Golf, v katerega spada, tudi če pogledaš en segment višji, ni veliko takih, kot imel večjega. Pa če malo pogledamo dvojno dno, poglej, tukaj je en velik predal, pa če dvignemo naprej. Ha? Veš? Pa če prijemo do uporabnosti, pri Kii so se pohvalili, da je to prvi Ceed SV, pri katerem lahko ta dva sedeža tukaj spredi podreš z uno, ne, kva je že ročko tukaj. No, pa zgleda, da je to doplačilo, ker ta tega nima. Pri motorjih je tako, da boš imel 3 bencinske, ali 1.4 atmosferc, 100 konjev, ali boš imel 1.0 turbo mašino, 120 konji, ali pa 1.4 turbo, tista ima pa koliko že 140. Posta pa na voljo še 2 dizla, 1.6 prostornina, 115 pa 136 konjev. Ko prijemo do serijske opreme, tukaj je Ceed že razmeroma dobro založen, imaš opozorilnik pred nenamerno menjavo voznega pasu, pa sistem za preprečevanje naleta, pa opozorilo za nezbranost, pol je pa tukaj še komad opcijske opreme. Zdaj pa, da ne bom vse razlagal, mislim, da bojo sledile 3 slike, tako kot ponovadi stisnem pauzo, pa se naglej pa načut, zato ker to, kar ta avto uspe ponuditi pol opcijsko, je, no, veliko je tega. Pa tukaj še eno pomnik, ne, med vsemi temi slikami si videl tudi digitalne merilnike, te v tem trenutku ne moreš še dobiti, ampak pravijo, da pride od 2019. Pa valjda, da noter rekel, da vam nisem avto pokazal od znotraj. Zdaj, če bi pa rad videl primerjavo s prejšnjo generacijo, valjda vam sliko tudi za to. Pa cena od 14 490 za vstopnega bencinarja, pa od 15 790, če boš vzel 1.0 120 konji, za dizla pa koliko že 16... Lažem, sem pogledal, 17 790 za 1.6 dizla, koliko 115 konji. Pa še ena stvar, vsi me sprašujejo, kdaj prije ta nov Pro Ceed. Za začetek, a ti veš, da ta nov Pro Ceed ne bo več 3-vraten? Glej to sliko. No, zdaj sem pa na Vranskem, Ford nas je povabil sem, ker bo danes predstavil tukaj 2 avtomobila, Courierja pa Connecta. Zdaj pa preden se lotim, kaj je novo pa sveže, a veš, imam malo problemov z imeni, zato ker vem, da sta Courier pa Connect, ampak pol sta, čak malo, imaš Tourneo Connect, pa Tourneo Courier, pa Transit Courier, pa Transit Connect, Transit Connect, pa Transit Courier sta tovorna. Čakaj, ne, ta je Connect. Pol je pa še Courier. Connect je večji kot Courier. Transit Connect, čakaj, že ta...
Turnejo, ja, turnejo. A zakaj je ta turnejo? Zato, ker ta je potniški. Pa preden gremo naprej, oba je treba pohvaliti, ker pride do voznih lastnosti. A veš zakaj? Ker Courier se pelje na podvozju Fieste, Tourneo Connect, pa Transit tudi, se pelje pa na podvozju Focusa. Ford ga gleda, vid kot družinski avto, 2 ali pa več otrok, zato ker plec, pa kabina je mingrde, ful prilagodljiva, zidi sem pa kaj, kakor češ. Če pozameš Transit izvedbo Connecta, to je tista tovorna ali pa poltovorna, je pa fajn, ki je dosti prilagodljiva, ker imaš lahko tudi izvedbo, ker imaš 5 zicov, pa imaš pa tukaj zadnji še vedno plec za €1 pa leto. Pa ta avto, Transit Connect, ne Tourneo Connect, ker Tourneo je potniški, računa bolj na obrtnike, tiste, ki rabijo veliko prostora s svojim tovornim avtom. A ja, pa za Connecta velja, da je dosti pametnejši, ki je bil prej, spet pride slika, vzem si čas, zato ker kupenih stvari ima prvi v segmentu, pa tudi drugače je ogromno enih novosti. Pa tudi v kabini je prišlo do par sprememb. Ta prva novost je recimo prostostoječ zaslon, pa menjalnik avtomatski je recimo nov, 8-stopenjski. Tukaj noter je ponovno površina, na kateri lahko polniš telefon, če ti ta to omogoča. Pameten ključ imaš lahko prvič, pa sedežne prevleke so nove, mislim bolj trpežne, da bojo dlje časa lepo stale. In to je v grobem to, kar se tiče Connecta, Transita in Tourneja, zdaj prejmo pa na Courierja. Ford mu ljubkovalno prav kurierček. Dost manjši, pa tudi ukretnejši in to valjda z razlogom. A veš, če je Connect namenjen recimo obrtnikom, tistim, ki nucajo več prostora, je tukaj glih obratno. Mislim, ajde, ta je Tourneo, ta je potniški, ne? Ampak če povzameš Transita, Ford prav, da ga vidijo v mestnih središčih za cvetličarje, za tiste, ki imajo lokale, to se pravi nekoga, ki vse narab neki placa, ne pa ogromen, hkrati pa hoče imeti manjši, ukretnejši avto. Tudi tam ima posodobljen, spremenjen sprednji del. Pa tudi za Courierja velja, da ima posodobljeno tehniko, tudi za tega velja, da imaš lahko ta nov avtomatski menjalnik z 8 stopnjami. Ja, mislim, da sem večino že povedal. A ja, ne, nisem. Fiesta, Active, poznaš? Brez avanturiste. Mal je dvigna... Lej, bomo šli pogledati. Active je nova stopna opreme. A veš, prednji jo kupaš, ne se pa odločiš, recimo, boš imel Esteline, ali Vignale, ali Titanium, ali pa zdaj še to. Mal ima dodatne plastike tukaj zadnji, namiguje na to, da se mal boljš, ali pa recimo boljš, kot navadna Fiesta, počuti na točen taki podlagi. Za 1,8 cm je višja, pa koloteka sta širša za 1 cm. To se skupaj se ne sliši veliko, zato ker tudi ni veliko. A kako jo boš prepoznal? Temna mrežca, zaščite odbijačev, strešni nosilci, posebne feltne, znotri pa športna zica. Zakaj je športna? Malo zato, da te dobro prime, ko greš v ovink, predvsem pa, če se bo šlo takšne ceste, ki bo delč od tega, da bi bila idealna, da te fejs drži še tam. A ja pa še cena od 14 580. Zdaj pa smo rekli Q8. Evo ga, končno, ta peti Q8. Čeprav razumem, je ta avto konkurent X6, pa Mercedesu GLE Coupé, so si pa vzeli cajt, ampak rezultat je, kakorkoli pogledaš, mislim, že sami gabariti tega avta so ogromni, pa tudi tehnološko izjemno napreden. Okrog 40 asistenčnih sistemov ima. Avto je pač brihten, več o tem se bom razgovoril takrat, ko ga dobim na test. Mogoče še en razmeroma zanimiv podatek, a veš, kje so ta avto prvič pokazali oziroma predstavili? V kitajskem Shenzhenu. To mogoče dosti jasno nakazuje tudi, kam Audi cilja s tem avtom. Seveda bo Amerika močen trg, da v Kitajski ne govorim. Slovenija, no, zihar si lahko, da se jih bo par znajdel na cestah, to je res vprašanje, če bo kakšen izmed njih bencinar. Kar se pa samih mer tiče, 5 metrov je dolg, 2 metra je širok, medosna, tudi ta je ogromna, 3 metrska. In zdaj, če že nabijamo te medosni vale, se to najbolj pol pozna tudi v kabini, zato ker placa tukaj vzadi, pravzaprav. Mogoče sem pričakoval še kakšen centimeter več. Pa do sem, kjer smo ga pofotkali, pa kjer sem posnel te kadre, sem ga pelil jaz. Prvi občutek je, ne moram zdaj za zihar reči, ampak občutek imam, da se avto dobro pelje. Pa ker sem se noter usedel, je bil vozni program naštiman na Dynamic, v tem prvem ovinku se je, glede na to, koliko je velik, pa predvidevam, da je tudi težek, ne vem na pamet, se razmeroma malo nagiba. Ampak to so stvari, v katerih se pa raje takrat pametuje, ko pride avto na test. Po materialih po mojem ne rabim zgubljati besed avto, vsaj tako zdaj na prvi pogled je sestavljen vrhunsko. Pa tukaj v drugi vrsti imaš površino občutljivo na dotik, podoben kot v A6, pa še v kakšnem drugem prestižnem Audiju, kjer lahko štimaš klimo. Pa še nekaj tukaj v drugi vrsti res nimaš feelinga, da sediš v nečem, kar ne bi bil na en način tak SUV-ovski kupé. Prostora za glave je ogromen. Pa kufer, to je vedno pomemben podatek. Lej, luknja, ki jo vidiš tukaj, je velika 650 litrov. Če pa še lezice dol butneš, pa ga bo pa za vse skup 1755. Kaj se tukaj dogaja, ti je jasen, lej bom pritisnil. No, kje si, ljubica, priješ ven? Evo jo. Ja, pospravimo nazaj.
Lahko noč. Pa še zaradi ene reči je fajn, veš, kupenih stvari boš v povezavi s Q8 lahko upravljal prek telefona, lahko boš oddelač odklenil pa zaklenil, ali pa preveril vse tiste vitalne informacije, ki so pomembne za avto. Pa takole zdaj v tem kadru, ko ga gledaš, sploh ne zgleda tako ogromen, ampak pol zraven avta, ko prideš, ne, ta kolesa, 22-ke. No, zdaj pa še tista stvar, ki jo ponovadi vsi najbolj čakate, kako zgleda armaturna plošča, kako zgleda voznikov prostor. Zgleda super, obenem zgleda praktično enako kot recimo A6, A7, A8. Kar se treh velikih zaslonov tiče, če govorimo o palcih 12.3, 10.1 pa 8.6. Za te spodaj že dobro vemo, ne, da tukaj upravljaš klimo pa še par drugih reči, tukaj zgori, recimo v tem primeru, v tem trenutku vozne programe. Pa veš kaj še zanimiv? Da ne gre samo za zaslon občutljiv na dotik, tudi mečken giva ima, mečken se uda. Pa če zraven dodaš še to, da slišiš zvok, imaš občutek, da pritiskaš ta prave gumbe. Je pa, moram vsem priznati, ne, ko se usedeš v avto s tako kabino, vse skupaj res dosti impresivno. Bo pa mogoče to zanimiv podatek, čist vsak Q8 tudi blagi hibrid, 12 kW električen motor, to ni mal, obenem pa tudi ni velik. Pa tudi kar se samega quattro pogona tiče, po mojem ne rabim posebej poudarjati, sredinski diferencial spele moč spredi pa zadnji v razmerju 60-40. Je pa seveda celotna zadeva, kar se poteka navora tiče na posamezen kolo, prilagodljiva glede na razmere ali pa vozni program, ki ga imaš zbran. Ok, zdaj pa na vrsti skovka, grem tja, če zvem še kaj novega, pa posebej zanimivega povem, drugače pa ne. Pri ostalih modelih je to 6-kotna. To je ena taka posebnost. Konc ti skovke, valjda sem pozabil kakšno stvar povedati. Za začetek motorja, veš, najprej bo na voljo sem tale različica 50 TDI, to je ta močen dizel z 286 konji, ampak razmeroma kmalu pa pride tudi 170 konji, pa una z 240, pa SQ8 tudi pride. Kaj pa cena za ta avto? Osnovna bo tam koliko 83-400, aua. Pa še kar se vzmetenja tiče, če bo zračno, pomeni, da boš lahko avto dvigal oziroma spuščal za 9 cm, kar pomeni, da bo na najvišji stopni od tal oddaljen 25 centi, to pa ni več toliko malo. Pa še en podatek o varnosti se mi je zdel zanimivo. Veš, da je tale avto Q8 sposoben pregledovati celotno svojo okolico, 360 stopinj, vse je za filu, kar je lahko. Pa kar se prilagodljivosti tiče, lej, druga vrsta, veš, ko je širok stari. Pa še zadnja stvar, pa neham težiti, vidiš ta vrata? Ni okverijo, tudi na tak način kima kupejo.